Zanima me, ali je Slovenija po vašem mnenju dovolj vlagala oziroma še vlaga v razvoj zelene tehnologije oziroma ali smo v Sloveniji dovolj energetsko učinkoviti? Pa bi se najprej dotaknil tega zadnjega vprašanja. Postajamo vedno bolj učinkoviti, vendar še vedno opažam premalo znanja oziroma osveščenosti glede energetske učinkovitosti, ampak počasi prihajamo v področje, kjer mislim, da bi lahko potegnili črto, da gremo v prav smer. Na kakšen način bi bili lahko bolj energetsko učinkoviti? Ja, mislim predvsem z investicijami v opremo, ki nam omogoča ta del, vendar kot sami vemo, trg in pa sama situacija nam tega najbolje ne omogoča, vendar mislimo, da optimistično moramo gledati naprej. Ja, jaz mislim, da se odgovor že kar sam po sebi ponuja in štejem, da nismo zadosti učinkoviti. Dejstvo je, da bi lahko marsikaj naredili. Mi vemo, da na ravni preko privatnega sektorja ne bi se izboljševala zadeva 1% pa pol na leto, na področju javnega sektorja 3%, vendar zato je tudi treba kaj vložiti. Ne rečem, da niso določene spodbude na ravni države bile, vendar če pa to primerjamo morda z Nemčijo, Nemčija je določene ukrepe zelo jasno potegnila in seveda so se odločili, da ne bodo več gradili nuklearnih elektrarn, pri nas pa gradimo TEŠ, kar sicer ne želim oporekati, pač to so strokovni razlogi za in proti, ampak moram reči, če bi toliko denarja vložili v obnovljive vire energije, pa racionalno rabo energije, bi imeli bistveno več delovnih mest in pa ne nazadnje manjšo porabo energije, to pomeni, da bi tudi energije ne rabili. Ja, to so sicer dve različne stvari. Moje mnenje je, da nekatera področja zelene energije zanemarjamo. Kar se pa energetske učinkovitosti tiče, pa mislim, da tudi še dosti prostora za izboljšave. Je pa na marsikje boljše, kot je bilo v preteklosti. Mislim, da do neke stopnje že smo, vendar pa obstajajo še potencijali in mislim, da je ta današnji dan prav namen temu razvijanju, v bistvu nekega še bolj globokega razmišljanja o tem. Lahko bi rekel, da vlagamo še vedno premalo. Kljub vsemu evropske države so na precej višjem nivoju, kar se tiče vlaganja v obnovljive vire energije. Predvsem pomanjkanje oziroma vidimo pomanjkanje na področju privatnega sektorja. Ko smo ravno pri obnovljivih virih energije. Danes smo slišali, da je fotovoltaika v bistvu že malo v zatonu in da so na vrsti drugi viri obnovljive energije. Katera je to po vašem mnenju? Nekateri strokovnjaki menijo, da je to lesna biomasa. Ja, jaz bi se jim pridružil. Vsekakor je lesno biomaso treba izkoristiti. Mislim, da to premalo počnemo. Veste, te zgodbe okrog voženja hlodov ali pa, bom rekel, osnovne surovine, magari v Avstrijo, če ne več, potem pa uvažamo nazaj našo lastno surovino. Seveda, minimalno, kar je, bi lahko te odpadke porabili za sekance in pa za druge vrste stranskih proizvodov iz lesa. Vendar moram vas pa opozoriti tudi na sledeče, da mi zelo pozabljamo na hidroenergijo. Dejstvo je, da v zadnjih 3 letih mende ni bilo podeljene tudi ene koncesije za malo hidroelektrarne. Poglejte, voda nam teče mimo in bom rekel, to je dejansko, ne bi rekel obnovljivi vir, ampak je trajnostni vir. Samo treba ga izkoristiti. Že vsaj na tistih lokacijah, kjer so bili nekje mlini, stari ali karkoli, skratka ni kakšnih hudih posegov v okolje, bi lahko po mojem mnenju zagotovo to izkoristili tudi za seveda postavitev male hidroelektrarne. Zagotovo je pa tudi, da bi lahko bistveno bolj izkoristili naše vodne vire in mislim, da bi bil ta vložek zagotovo zelo smiselen in nazadnje nacionalno, bom rekel, tisto dodano vrednost, ki jo pravzaprav naša danost v Sloveniji ponuja. Ja, zagotovo fotovoltaika ni edini alternativni vir, mislim, da so tu še poleg lesne biomase tudi vetrna energija. Tudi lesna biomasa, ki jo lahko v bistvu v Sloveniji sami proizvedemo, ni zanemarljiva. Ja, se kar strinjam, da tukaj predvsem biomasa in določeni odpadki, industrijski, kmetijski, da tukaj so dosti veliki potencijali. Mogoče
tale sončna energija, ta se je zelo dosti izkoriščala, ali pa dosti velik porast je bil, ampak smo pa druga področja zanemarjali, po mojem mnenju. Prav gotovo ima Slovenija velik potencial na lesni biomasi, ki jo žal trenutno še ne izkorišča dovolj. Vemo pa, da trenutno imamo samo eno vetrno elektrarno in se strinjam, da bi lahko vložili več v to področje.